naš premier, gospod Janez Janša, je v svojem mandatu sprejel že marsikaj. Ta teden pa je prvič sprejel tudi Kurza. Avstrijskega kanclerja, pa dejte, ta publika pa to pa zdaj pa. Čeprav se to vrstni obiski navadno zgodijo v poznejših urah, je Janša Kurza dočakal zjutraj. Poglejmo. Takole se je že okoli 7:30 zjutraj v Ljubljano pripeljal avstrijski kancler Sebastian Kurz. Sprejel ga je premier Janša. Takoj po prihodu na mesto rokovanja pozdrav s komolci. Ja, čeprav je bilo to zanj prvič, je gospod premier vseeno dovolj moder, da se Kurza ni takoj dotikal z roko. Če tudi sta prijatelja, nikoli ne veš, kje vse je Kurz že bil. Po sprejemu se je obisk nadaljeval v predsedniški palači, kjer je Janša med drugim jedel s Kurzem. Po obedu, ki se ga je že prijel naziv petelinji zajtrk, pa se je zgodil velik greh. Občutljivim ogled odsvetujem. V predsedniški palači pa vendarle tudi stisk roke, čeprav strokovnjaki rokovanje zaradi koronavirusa odsvetujejo. Kot ste lahko videli, je Janša Kurza stisnil povsem v kot. Toda Kurz pred ponujeno roko Janše ni omahnil. Ne, Kurz je ohranil pokončno držo in se našemu premijeju vendarle predal. Če tudi to pomeni, da je grešil. Po pogovoru pa je Janša Kurza popeljal v višave, natančneje na Triglav. Dajmo poslušati Kurza tik pred vrhuncem. Sind wir sie nicht hinaufgeklettert. Beim Premierminister, der ein sehr erfahrener Kletterer ist, mache ich mir keine Sorgen. Ob ich sie am Ende des Tages dann auch geklettert bin, das kann ich dann heute Abend berichten, aber ich hoffe schon. Ja, naš premier res uživa Kurčevo zaupanje. In prav je tako. Verjamemo namreč, da bi se gospod Janša potrudil in dvignil Kurza, če tudi bi ta pred vrhom omagal. Naš premier sicer snemanja v steni žal ni dovolil in mi ga razumemo. Popolnoma vseeno je namreč, kaj Janša v prostem času počne s Kurzem. Sodeč po nasmešku pa je bil obisk za Janšo več kot uspešen. Če že ne zaradi pogovorov, pa vsaj zaradi tega, ker je postal sploh prvi človek, ki je na Triglav priplezal s Kurzem. Je bil to rekord? Kurz, kdo povedal. Grešno rokovanje obeh državnikov je odmevalo tudi v dneh po obisku. Kaj pa o tem menijo strokovnjaki? Kako pa vi gledate na to? Rokovanje. Ja, ko recimo gospod Janša da roko gospodu Kurzu. Okay. Če ne bi končal ta stavek in bi ostal na rokovanju, bi lepše odgovoril. Kot da reakcija epidemiologa ni dovolj zgovorna sama po sebi, je zgovoren še njegov priimek – Fafangel. Nekaj mi pravi, da se on vsekakor ne bi rokoval s Kurzem. Občutek pač. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.